Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Današnji pogovor bo zagotovo navdih za marsikoga, da namesto, da gleda v kakšen hotel, bo šel, da enostavno odide v gozd. Tam se mu lahko zgodi marsikaj nepredvidljivega. V moji družbi danes dve krasni, izjemni, močni, mili, poklicani ženski in danes pravzaprav pogovor poteka o tem, kako dejansko lahko gremo v gozd in si tam pozdravimo dušo oziroma se na nek način revitaliziramo kot tako. Marjeta, ti dejansko ljudem nudiš take izkušnje, učiš jih o tem, ogromno informacij imaš o tem. Katja, ti pa pravzaprav delaš tudi z ženskami, seveda, pa s konji, pa vse možne kombinacije, ampak sama si to privoščiš, ne? To je nekaj, kar ti sama izvajaš v bistvu, ne? Ja, zaenkrat sama. Nisem še tam, da bi koga peljala v to samoto v gozd, ker glih to je ta čar, a ne, da grem sama, pač pride ta klic in grem. Samo še enkrat. Še enkrat boš odgovorila. Sorry, večkrat bolj naglaščala govoriš. Ja, veš, kaj je problem? Jaz nimam vse moči v glasu. Okej, boš dobila. Malo ti bo dvignil mikrofon. Po mojem, veš, tukaj nimam svojega polnega glasu. Ne skrb. Malo nižji je, kot sicer. Pozab na to, da si imela korono. Zdaj si polno regenerirana. Okej. Ja, skratka, pač jaz grem rada v gozd sama, ko pride en tak klic, vsake toliko časa, ko je preveč tega zunanjega sveta, preveč vsega v moji glavi in je prav, ni pobeg, ampak je umik v tišino gozda, velikrat v kraj, mislim, vsake toliko časa v kraj, ki ga prvič spoznavam na poti, včasih se vrnem na isti kraj, ni pa to zelo pogosto, to je tako enkrat, dvakrat letno. Enkrat, dvakrat letno? Ja, kaj je kar konkretna izkušnja, vedno znova. In kako to v praksi, kako to izgleda? Kaj, neseš si šotor, zakuriš si ogenj, ali kako? Ja, najprej tako prva dva umika, če jim tako rečem, sta bila s šotorom, ali pa prvi umik. Zdaj pa v bistvu grem sam spalko, ker grem poleti, pač seveda v dobrem vremenu, vzamem spalno vrečo in visečo mrežo, zato ker vedno najdeš dva drevesa, ne, da postaviš visečo mrežo, za šotor rabiš pa ravno je malo več, pa težje je. In mi je lih ta čar, da spim zunaj, se pravi, mi je fajn, ko najdem zaledje od zadaj, tako da je ali je kakšne skale ali pa časih čisto odprtem. Skratka, vzamem spalko, visečo mrežo, pribor za ogenj, to je najbolj glavno, lučko za vsak slučaj, še vedno telefon vzamem, zato ker ponavadi niti noben ne ve, kam grem, da pač sem na liniji, če karkoli je. Kaj še vzamem? Kristale si ponavadi vzamem s sabo, tudi da si naredim medicine wheel za zaščito, pa zvezek in pisalo, tako, da spraznim glavo najprej, da potem pride do nove ideje. Odlično. To se sliši zelo počitniško in zelo drugače, kot se greš ti, Marjeta, ne? Ker pa dejansko tudi ob slabem vremenu, kako si pa ti jemlješ to? Kdaj si pa ti prvič slišala ta klic gozda? Pri svojih 23 letih, ko se mi je čez noč prekinil moj tok življenja, bila sem plesalka in sem čez noč izgubila to mojo ljubezen, in še isti večer tudi fanta in mama je imela v Snežniškem gozdu šrango, ena stara bajtica je bila, kjer je 9 let, tudi ona si, bi rekla, celila rane in sem pribegnila tja, a ne. Ampak nisem spala v hiški, ampak sem si zakurila ogenj in iz dneva v dan podaljševala postenje, ne samo od hrane, samo pila sem, od razmišljanja, od skrbi, kako bo, kaj bom pa zdaj, od premljevanja preteklosti. Zame je bil to en tak preobrazilen odmik. Nisem prišla ista nazaj, a ne. Ena stvar se zgodi s tabo, a ne, ko si brez početij, brez ritma, brez rutine, pa da ti ni dolgčas, da naš nas kar naprej sili v neko početje, ne znamo samo biti. Jaz sem bila pa tam, tako srna sem tekala, veliko sem hodila po gozdu, na drevesih, na lovskih opazovalnicah sem spala, ker sem že takrat vedela, da je drugače, spiš na tleh ali pa spiš od tal.
A ne, več kot recimo 1 meter, a ne, ker 1 meter je naš žar, naš žar zavesti je 1 meter, približno rijemo po tleh, a ne, z njim. Ko se pa ti dvigneš na 3, 4, 5 metrov, pa v bistvu preko drevesa vzpostaviš stik, ne bom rekla z zemljo, ampak z inteligenco življenja, a ne, kako bi rekla. Ampak jaz takrat nisem nič tega vedela, tako kot zdaj verbaliziram lahko te stvari, a ne. Takrat sem jaz to samo doživljala in neko darilo mi je bilo dano, no, znotraj 11-dnevnega postenja in odmika v tem gozdu. Neustrašna sem postala. No. Ampak je bil nek dogodek, neka nesreča, nezgoda dejansko tista, ki ti je naredila tukaj brazgotin, da si šla tja poceliti v tem smislu? Ne, pravzaprav me je že moje življenje malo, en velik vprašaj sem imela že kot najstnica, da ta način, ki me kultura upeljuje vanga, ta način preživljanja življenja, nisem se najdla v tem, a ne, ker so neka tiha pričakovanja so, da kako naj bi živel, a ne, se šolal, poročil, imel otroke. Ni, da bi to izgovarjala, ampak nekako je to kultura naša. Jaz se pa nisem v tem najdla in takrat, ko sem izgubila še neke verige, kot službe in partnerstvo je, a ne, sem kar naenkrat, ni bilo menih vrvic več in sem lahko šla, a ne. Šla sem sicer z nekim namenom, dobila sem nekaj popolnoma drugega, a ne. Eno tako darilo je bilo, da sem ta 11. dan postenja, nisem toliko veliko shujšala, kot sem mislila, da bom. Nikoli nisem bila močna, ampak nobene lakote, ne, prav sita sem bila in ogenj sem non-stop imela živ. In ta 11. dan postenja in že dneve in dneve ni bilo ene misli v moji glavi, a ne, jaz tega nikoli prej nisem doživela. Jaz sem se potem vrgla v raziskovanje in danes znam tudi ljudi po svetu najti, ki so 10.000 let negovali tradicijo negovanja notranje tišine. Da brez notranje tišine je samo umsko premlevanje in kakor se obrneš, si sam v sebi, a ne. Ampak to se dejansko povezuje s tem, kar si ti rekla, Katja, v tem smislu, preveč hrupno notranje, rabim tišino, rabim dejansko odmik, ne. Verjetno je tisti prvi vzgib v tem svetu, da greš v šoping ali pa da ne vem, greš nekaj tako, a ne, da še bolj mogoče, ne vem, svoje druge čute ali pa neke take drugačne kompenzacije delaš. Kdaj si ti sama pri sebi videla, tole pa zdaj zame ne deluje, jaz rabim dejansko tako? Podobno, kot si ti govorila, ne. Odvedno, odkar sem bila mala, jaz sem sanjala o tem, da sem Indijanka, da bi bila Indijanka, koliščarka. In zame je bil vedno ta tehnokratski svet v bistvu muka. Muka in jaz sem sanjala, kako bi živela celo brez vse tehnologije, v naravi, v plemenu. In nikoli mi ni bilo sproščanje, oziroma mi je muka še zdaj, iti kupiti stvari, ki je pač potrebno. In vedno mi je bila v bistvu narava, ampak je bilo ogromno šumenja v glavi. Tudi, ko sem šla jaz v naravo, a ne, se je dogajalo to šumenje v glavi, zato, ker je bilo mogoče tudi premalo časa. Kakor si rekla, 11 dni je nekaj drugega, kot če greš za 3 dni, pa če ima hčerko, ne morem za toliko časa iti. Ampak potem se dogaja tudi, da spraznimo glavo, da se utiša ta notranji hrup, ki ga je ogromno, in da prideš do te tišine. Jaz zaenkrat pridem do trenutkov tišine in so že ti zame zmagovalni v primerjavi s tem hrupom. Tako da ljudje iščejo šopinge, v bistvu ne vejo, da rabijo tišino. Tišino. Ja, in jaz sama do tega najbolj pridem dejansko v gozdu, v odmiku, v pristnem stiku z naravo. Nekateri ljudje, se mi zdi, da sploh v tem obdobju živimo, kar že zdaj se mi zdi, da na čist drugih dimenzijah, s totalno drugimi izkušnjami. Recimo nekateri si ne predstavljajo, da nimajo ali vse radija, televizije ves čas prižgane, tudi kadar je dejansko ne gledajo.
Je to znak tega, da je že preveč vsega skupaj, ali je to znak tega, da bi lahko rekli, ta človek se pa boji tega, kar ima v sebi, nekih notranjih, ne vem, kakorkoli. Meni je Rainer Maria Rilke že pred desetletji tako globoko sedel, ko je rekel, če bi ljudje negovali samoto in tišino, da bi bila zemlja v razcvetu in človek bi bil božanski otrok v obnašanju, tako kar je bilo namenjeno za njega. Ne? Zdaj, ker smo svobodna bitja, nam noben ne more vsiliti ničesar, če sami v to ne privolimo. A ne? To pomeni, da je vsak pri sebi odgovoren za to, a želi ali ne želi zaživeti svoj mir, skozi katerega lahko samo lepe stvari daješ. A ne? Ker nemir te pa sili v nekoristna početja. A ne? In tudi jaz, če se kdaj s kakšnim z avtom peljem, avtomatično, že ko pržge, mu avtomatično radio začne odzadaj govoriti. Jaz se sploh pogovarjati ne morem. Pa še zraven govori. A ne? Preveč umra. To je znak, da on tak je, on rabi to, to je njegova hrana. Ne? Kadar smo ljudje v nemiru, z nemirom se ohranjaš. A ne? Ne moreš preblefirati, kako bi rekla, jaz bom pa zdaj pol ure na dan meditiral, pa bom malo miru nakopal si. A ne? Mir je kvaliteta telesa, ali kako bi rekla. A ne? Je nekaj, kar je izgraditi treba. Katja, kako ti izbiraš prostor? Ali ga začutiš, ali pogledaš prej na Google Mapsu, ali ne vem, v tem smislu, koliko ti je to pomembno, koliko te intuicijo uporabljaš v tem smislu? V bistvu moj prvi umik je bil v Argentini, v eni vasici Pagancillo. In sem sam šla, ne vem, nekaj me je vodilo, sem šla čez reko, hodila in vedno je ta občutek, kje bom najdla, kje bo tisti pravi kotiček. In nekje sam tukaj. In pol, ko odložim stvari, tistih par, ki jih imam, je ta občutek, da je tu tle. In tak je bil že sam tisti kraj zelo poseben. Ponavadi me kliče k vodi, tako da bila sem v Bohinju, blizu jezera, pač gor v Gozdičku, blizu Iške. Potem sem bila predzadnje sem bila lani v enem staroverskem svetišču, ker sem lih malo predtem zvedla zanj. Tako, malo po občutku, pa malo slišim od ust do ust, nikoli pa Google Mapsa ne uporabljam za to. Marjeta, kako pa ti, kako naj bi sicer zbirali vse to? Je to odvisno od dreves? Prostor za odmik. Zgodi se ti. Jaz nisem iskala. Splet okoliščin je bil takrat, da sem v Snežniškem gozdu in res je Snežniški gozd eden močnejših v Sloveniji. In zdaj v zadnjih 20 letih, ko sem bila spet tam, je tako skrčen, osiromašen, poškodovan, da te prav pri srcu stisne. A ne? Ko vidiš, kako kratkem času je tak upad gozdne moči. A ne? Da ne štejemo 200 000 let, odkar ljudje nekako aktivno posegamo van. A ne? Ampak, a bi delovalo recimo, da imaš, ne vem, parcelo oziroma da imaš gozd blizu, pa da rečeš, ok, moj prvi korak bo moj prvi odmik tak, da grem 50 metrov ali pa 100 metrov ali pa 300 metrov stran od hiše v sosednji gozd. Bi že lahko človek kaj doživel, bi že bilo dejansko to, ali bi bil miselno bolj obremenjen v smislu, zdaj moram iti pa kakat, grem jaz kar na domače školjko. Kaj misliš? Osebno imam jaz izkušnjo in tudi zgodbe, ko sem jaz skozi življenje popeljala do teh ljudi o moči gozda, je toliko globoko gozd iti, da ne slišiš človeškega delovanja. Zdaj ne moreš kar takoj štartati. Nekdo, ki še ni nikoli šel, bi mogoče res lahko začel tako, da ima, vsak je
svojstven. A ne. Mene osebno zelo moče slišim brnenje, mehanizacije, medtem ko sem v utišanju same sebe. A ne. V tem smislu, ja, ali pa avtocesto, da slišiš. Ja, če pa to prvič, pa da imaš strah pred gozdom, pa počas napreduješ, a ne. Ker vem, da so ljudje, se bojijo narave. Sploh, če greš mičken globi v gozd, a ne, niso domači, se ne počutijo domače, a ne. Kaj pa, če bo en volk mimo prišel ali pa to, a ne. Zato je treba počasi začeti, da se z gozdom spoprijateljiš, a ne. Ker mi smo odtujeni od njega in nam je gozd neznan in zaradi te neznanosti nam je strašljiv, ne? Strašljiv, ja. Katja, zagotovo si kdaj že slišala, ti rečejo ženske, na koncu, po moje, tudi jaz sem ti rekla, a te ni nič strah. Vedno znova, ja. Lih včeraj sem dobila en klic, ene starejše gospe, tudi rekla, ampak a te ni nič strah, pa zdaj nazadnje sem bila na eni plaži, tako ni, da sem šla zdaj nazadnje v gozd. Ja, jaz se vedno srečujem s strahovi. Zato mi je bil tudi izziv priti samo v oddajo, sem rekla, joj, tale gospa, ki bo z mano v oddaji, je mogoče že ful razsvetljena, malo karikiram. Sem rekla, jaz pa nisem še tam, ampak mogoče lik zaradi tega, da predstavim drugo plat, ker vsak smo na neki točki, a ne, korakamo tja, kamor si mogoče želimo postati. Se pravi, te je strah, pa vse narediš. Tako, mene je vedno strah, ampak fora je v tem, da jaz pozabim, kako me je strah na neki točki. In ko pride klic, jaz grem in velikokrat se zgodi, da včasih čez dan premlevam, v kjer usmeriti, ne, in potem na koncu grem in je že mrak. In šele ob mraku hodim v gozd, ne, dokler najdem prostor. In se prav spomnim občutka, kada pridem v neko drugo stanje, ki me čuva in v napol snu, v napol drugem občutku prihajam in najdem ta kotiček. In pri meni je predvsem to, ko pade noč, se prebujajo strahovi taki in drugačni in je vedno zanimivo, ko se začne jutro, vse to odpade. In kljub temu, včasih si rečem celo, pa kaj mi je tega treba? Ampak vedno znova je vredno, ker pridem toliko napolnjena in tudi s to notranjo močjo, kot si rekla, z veliko stvarmi. Si kdaj prišla do trenutka, slišala sem, ti si bila v gozdu tudi takrat, ko je dežval, pa je bilo mrzel, pa je pihal, pa vse živo. Si kdaj prišla do trenutka, pa si rekla, pa dobre, pa kaj je meni tega treba? Nikdar. Mogoče sem že zelo zgodaj začela, kadar mi je bilo hudo, sem se zmeraj v listje pod drevo zavila in se zjokala. Zmeraj sem šla v gozd izjokati svojo bolečino. Ne? In zame je to zmeraj, kada domov pridem, kada me neke velike nevidne roke lepo objamejo in me varujejo. Meni je gozd bil zmeraj zaščita. Jaz se brez dreves v Avstraliji, ko sem bila, ne, sem bila čisto izgubljena nekaj časa, nisem nikoli prej doživela puščave. Ne. In tam sem prvič začutila kot nek ščip, lahko rečem, v maternico. Kot nek krč zemlje, tistega prostora, no, da je nekaj hudega se dogajalo, da pride do puščave. A ne? Ker v življenju, ki je obilje, a ne, kako vemo, da je življenje do zadnjega centimetra je poraščen z obiljem, zabetoniraš in ti bo v razpoki, ti bo zelenje ven gnalo. A ne? Kako to, da so take enormne površine puščav na zemlji? A ne? In to je mene zelo zanimalo, kako do puščav pride. A ne? Ni naravno. Ni naravno. Ni naravno. Wow, močno, definitivno. Je razlika, da bi šel v osamo v puščavo ali pa recimo v gozd? Zagotovo obstaja. Kakšno vlogo igrajo drevesa oziroma ali mi sploh vemo, kaj drevesa pravzaprav so, kaj so? Oboje sem doživela. A ne? Puščavski odmik je bil zame fenomenalen. A ne? Najbolj zaradi tega, ker v Sloveniji se skozi nekam zaletava tvoj pogled. Ni te širine. A ne? Tle sem pa štopala
In čez Avstralijo pele samo ena asfaltna cesta, približno 3500 km, čist ravna. In na sredi, kjer je Alice Springs, kjer je blizu tista avstralska Uluru, Sveta gora, ki sem jo šla kasneje pol pogledat, štopam, kam greste, ja, do enega 200 km oddaljenega izvira, tako po off-roadu, a ne, ni nobene poti. Sem rekla, ja, jaz bi šla tudi tja. A ne, ampak oni so šli tja, poslikali in so šli naprej, a ne. Jaz sem pa rekla, da bi pač tle ostala, bom počakala naslednjega, ki pride. Saj to je turistična točka, ne. Čeprav je precej sred puščave, ampak je v Lonely Planetu in jaz sem bila čist brez strahu in sem tam ostala, ne vedoč, kdaj bo prišlo. In to nepozabno, ne, ko si ti tako sam, da 1000, ne vem koliko, 500 kilometrov v vsako smer okrog ni žive duše in zvezdno nebo, ki se ti zvečer, kot pajčolan, tako na gosto te pokrije, imaš občutek, da si sam na zemelj. No, meni se je takrat, kada bi se nekaj odprl v meni, kar mi gost ni dal. Mislim, težko je to, a ne, zdaj razložiti z besedami, ampak puščave so krasne za odmik. Pri nas jih ni, a ne. Ampak gost, visokogorski gost, ti da zelo, zelo podoben učinek lahko, a ne, da najdeš kakšno razgledno točko, ki vidiš obzorje okrog in okrog. To so Tolteki zelo dobro vedeli, a ne. Oni so prav rod, ki je negoval obvladovanje zavesti, so oni temu rekli, ne. Ampak jaz bi temu rekla rast, širitev zavesti. In so otroke že majhne postavljali na visoke točke, a ne. Anastazija recimo je svojega otroka z orlom. Da je videl, da je dobil razgled. Ja, ne. Wow. Katja, torej ne predstavljam si glih tebe, da res greš nekam, ne, tak, mislim, smešno mi je, ne, ker mi rečemo, da gremo na dopust, pa prijemo bolj utrujeni nazaj, kakor smo dejansko tja šli, a ne. Verjetno, če bi te odmike delali, da bi se res spočili. Je to nekaj, kar tebe spočije v tem smislu, kljub temu, da imaš strahove, ker so tudi nek del energije ti poberejo? No, sej, mogoče bi se sam navezala malček na to, kar je prej rekla, a ne ti strahovi, to niti ni strah pred naravo, ne pred živalmi, ampak zanimivo v sebi zaznavam, kako globok je ta strah pred človekom. Kaj, če od nekod pride nek človek, ponavadi je to misel na nekega moškega, ne, to imamo ženske zelo globoko v sebi vsajen ta prastrah. Tako da ni narava, ampak kljub temu strahu, potem greš in mene vedno napolni in mi je zanimiv ta občutek, ka se čas tudi ustavi. Zdaj sem imela čas samo 1,5 dni in je bilo vredno. Ne, sem šla zdaj trenutno na plažo odspat in vsi zakurita moj ogenj in kar si govorila, to je čisto druga energija, ki je odprto nebo, ta širina morja in dejansko se je čas ustavil. Jaz sem imela občutek, da sem bila 1 teden tam in zelo napolnjena, veliko nove tišine in zelo me je, kakor si rekla, tudi telo se umiri. Prav telo se umiri, ni več te hektike, ki je zapisana prav v naše mišice. Wow, odlično. Upam, da smo vas danes malo spodbudili k temu, da tudi sami poiščete nek odmik. Vsekakor pa tale trenutek pogledamo izjavo Marka Pogačnika, ki je govoril o različnih bitij tudi, ki so ne na fizični ravni, a vendarle prisotna v gozdovih in v naravi. Super. Ok, lahko gremo nazaj. Tako, slišali smo, obstajajo tudi druga bitja. Sami, ki gresta na odmik, začutita ta bitja, začutita različne energije, nekateri se gozda po noči bojijo ravno zaradi tega, ker se odprejo svetovi, pa duše lahko tavajo, pa taka in drugačna bitja hodijo. Kako je s tem? Zame je drevo bitje. A ne, in močno prezrto bitje na zemlji. A ne, za vsako zdravilno rožico poznamo njeno čarno moč. A ne, recimo, ta te spodbudi, ta te pomiri, ta te opolnomoči, ta te učvrsti. A ne, imaš različne rožice.
Medtem, ko za drevesa, sicer imajo drevesa 98% manj moči, kot so imela drevesa na začetku moč, a ne. Wow. To je podatek, koliko življenjskega obilja je ta hip še na zemlji. Čist na koncu je, bi rekla, življenjska toleranca do tega, koliko še premore teh neživljenjskih posegov do sebe prenesti. Da ne prestopi prag samouničenja. A ne. Zato je čas, v katerem živimo, čas, da začnemo ljudje namesto tlakovcev pa angleške travce okrog hiš zasajati drevesa. A ne, da bo ta viktorijanski stil hiše, kjer se hišo komi videli ven iz zelenja, spet zaživel, a ne, da bojo drevesa postala prijateljska bitja. Zdaj, kar se biti drugih tiče, a ne, ko ti enkrat na tak način naravo dojemaš, so to neke prijazne prisotnosti. Ni, da bi ti videl to z očmi, a ne. In ravno to je ta lepota dolgega zadrževanja v gozdu, da te subtilnejšega te naredi. Nisi na oči, a ne, ker to so neke roparske predatorski vid je predatorski čut, a ne, lovi, išče hrano, medtem ko te gozd, vid ni toliko pomemben. Še posebej, če si po noči dolg časa bediš, a ne, je pa sluh tisti, ki postane in preko sluha ta senzibilnost, slutnjost, intuitivnost, a ne, ker mi imamo žarke, mi tipamo z energijskim žarom okrog sebe. In kadar si lepo tiho, kar v gozdu ponavadi si, ker nimaš teh tuhtanj, ki jih imaš, ni teh skrbi, potem pa začneš in nikdar, ja, sem pa imela eno zelo veščo izkušnjo. Ampak to se je samo enkrat zgodilo, ko sem bila sama na tleh, kako bi rekla, zelo nizk sem bila, ne. Nizk sem takrat, kadar uresničim po sebi nižje energije. Ali si besen, ali si ljubosumen, ali si zavisten, ali si nemiren, kadarkoli tak prideš v gozd, lahko kasiraš kakšno stvar. A ne, lahko kasiraš klope, trne, pike, obadov, os ali pa kaj takega. Nekaj te žokne, daj pomir se, a ne. Večina ljudi to ne ve in pobegne in potem ta strah nosi seboj in ga to odvrne v nadaljnji gozdni odmik, a ne. Jaz pa vem te stvari iz izkušnje, da moram biti zmeraj, že ko hodim proti gozdu, se moram v red spraviti, preden v njega stopim, a ne, ali ga pa vsaj prosim, da to on zelo hitro popedena, a ne, počisti. Sem imela eno renčanje, sem slišala od daleč in mi je kri zaledenela in sem baklo od polena in sem šibala nekam v civilizacijo, a ne. To se mi je res enkrat zgodilo, še ko sem bila mlada na začetku. Nikoli več se mi ni, a ne. Zelo pomemben je, da se zavedaš, da vedno prikličeš samega sebe. Gozd je pa nepotvorjeno zrcalo. A ne, saj je v bistvu tudi življenje med ljudmi podobno, ne, mi zmeraj mislimo, ja, on mi je to naredil, ampak zgodilo se je tebi. A ne, to je ta, ki ti gozdni odmik, ti to zavedanje tako skristalizira, a ne, da se zmeraj sama sebi dogajam. Karkoli se mi dogaja, je to nekaj, kar moram jaz sprejeti in se učiti in rasti iz tega. Nikoli iskati krivca zunaj sebe, a ne, ko si rekla, da ta strah ni pred naravo pa pred živalmi, a ne. Strah vedno s seboj prineseš, vedno je tvoj. Ti ga lahko sprojeciraš, a ne. In recimo gozdni odmik ti to vse ti je jasen, ko si v gozdu, te stvari kar veš. Brez predavanj, a ne. Wow. Ja. Hvala lepa, Katja, da si danes prišla, da si povedala, kako ti to počneš.
In res si navdih in krasno, da si to zaupala. Marjeta, sploh hvala tebi, ti res to živiš za vsako svojo celico in imaš pomembno poslanstvo. Mislim, da si zato poklicana, tvoj priimek je Šumrada. To je res poklicanost. In hvala lepa, da spodbujaš in kažeš pot nazaj, ki je hkrati tudi naprej v naravo, a ne? Tako vi, dragi gledalci in gledalke, pa akcija, reakcija, podelite z nami svoje izkušnje, zaupajte nam, kako je šlo, kaj se vam je dogajalo. S hvaležnostjo bomo vse to prebrali in širili to informacijo naprej. Vi pa še danes morda planirajte, kdaj lahko vsaj en popoldanski ali pa celodnevni odmik naredite še v tem mesecu.